Živijo, dobrodošli spet nazaj na Džunglin kanal, moje ime je Kaja Solo in ne pričakovati nek profesionalen video. Danes bom samo večkrat delila svoja mnenja. Kako lepo sneži zun. Jaz sem 2. novembra 2022 dopolnila 25 let. Yes, I am old, ok? In na Instagramu sem dobila veliko lepih voščil. Najlepša hvala vsem, ki ste mi pisali. Ampak dobila sem pa eno voščilo, ki niti ni bilo, pa verjetno sva niso vedeli, da imam takrat rojstnen, ampak od estetične, kako se temu reče, glavnem. Dobila sem sporočilo, da so odprti za sodelovanje z mano, kar se tiče filerjev, botoksa in teh stvari. In jaz sem bila like, what? Jasno sporočilo, da stara si 25, pomladiti se bo treba. 25 sem stara, it's not like 50. In sem v bistvu sporočilo sem ignorirala, ampak vseeno. Par let nazaj sem bila pri ginekologu, v bistvu 4 leta nazaj, kjer mi je delal pregled, as one does, in mi je sred pregleda rekel, pri njih ponujajo tudi plastično kirurgijo za tam spodaj, in jaz sem bila like 21, stara, Also, če bo kdo dal tole za naslov tega videa, da mi je plastičen kirurg ponujal I will end you. Članke, don't do that. Ta video ni o tem. Ta video je pač enostavno o tem, da nimam pojma, kam je šel ta svet, ker pač stara sem bila 21, zdaj sem bila 25 in ponujajo mi ne vem kakšne posege, da bom izgledala mlajša. What the fuck? Kamorkoli se v bistvu obrneš danes, te vsi bombardirajo z informacijo, da se staraš, da si vsak dan grši, da bo treba nekaj narediti glede tega. Da moraš biti bolj suh, da moraš biti bolj fit, da moraš imeti lepšo kožo, da moraš imeti daljše lase, daljše nohte. Če imaš hip tips, you're out. Don't even think about living. Šuš. In kakor malo spremljam TikTok, ker pač res ga spremljam malo, mogoče sem enkrat na teden dejansko scrollam malo po TikToku, drugače sam pač kao objavljam na svoj profil. Vedno dobivam skozi posod informacije, kaj narediti, da boš izgledala bolj mlada, kaj narediti, da boš lepša, kaj narediti, da boš to pa to pa to. Mogoče, ok, zdaj mi je ratalo nekaj pritven iz tega, ker če daš dostkrat not interested, te vrže dejansko na tak fit, ki ga ti hočeš. Na srečo nimam več tega, ampak vseeno, god damn, koliko je tega. Filerji, gubice slabe, fucking slamce so, zato da lep špiješ, zato da nimaš gubice okrog ust, pač ne uporab slamce, pač pij iz kozarca. Brez slamce, oh moj bog, to se je pa to zmislil. In pa imaš vedno bolj grozljive trende, kot je zdaj buccal fat removal. To je zdaj kao trend, 2 let nazaj je bil pač BBL. In buccal fat removal, ker trenutno chubby cheeks niso in, če niste vedeli, tako da jaz out. In je, da zgledaš snatched, da zgledaš zgledaš kot Benedict Cumberbatch, ok? He's beautiful. Ampak, če ne bi bil naraven, ne bi bil lep. Pač, you know, če bi bilo fake, bi bil si like, what the fuck, dude. Bella Hadid, vse Kardashianke so iste. Pač, noben nima tega chubby cheek thingy, ga imam jaz. Tako da to pomeni, da sem jaz grda in lahko grem na buccal fat removal, ki pa je operacija, kjer ti grejo pod liček noter, pod mišice, ki so pomembne zato, da jih uporabljaš, kaj ješ, in ti odstranijo maščobo in v nekaterih primerih ti celo tukaj kost zradirajo, spilijo, you know, what? In to je nevarno, pač actually dejansko ni toliko nedolžna operacija, teda. In vse zaradi tega, ker se kao vrača heroin chic iz 90-ih. Vsake 30 let se morajo kao zamenjati trendi, čeprav še 2 let nazaj so bila 70-ta popularna, teda ne vem, kada fakt se je v 2 letih za 30 let trendov spremenilo. Ampak vseeno, zdaj je nazaj heroin chic. Kar pomeni, da moraš biti toliko suh, da zgledaš, kot da imaš vsaj en eating disorder. Anoreksija je spet nazaj, spet je in. What the fuck? In come on, let's be honest, heroin chic nikoli ni izgledal dober. Pač to nikoli ni bilo neki full sexy. I don't know, to sem samo jaz kot bisexual, ki so jo všeč tudi punce. Še nobena punca mi ni bila všeč, ki je bila res kostnjak. Sorry, I'm just being honest. Pač, it's not hot. Kdo da fakt določa trende? Jaz sem bila dejansko happy, je prišlo v trend, da so sexy obline. Ok, mogoče nisem glih največji fan Kardashian, ampak sem bila like, ok, we can be thick now, pač my ass is gonna be out. In pol so vse ženske šle na fucking BBL in vsi leti za Turčijo so bili zasedeni, zaradi tega, ker so vse ženske si šle delati BBL. In zdaj je nazaj heroin chic. In zdaj je to nazaj in zdaj si še Kardashianke si devajo vse tiste filerje, pa vse tiste si devajo ven. What the fuck? A vsake 2 leti si još dala zdaj to nazaj noter, ker bo spet in ali ka. Are we fucking mental? Ne omenjam fucking baby botox.
ki je kao preventiven, zato da se ne boš staral. Valjda se boš na eni točki mogel postarati, noben ne bo živo za večno in vsi bomo na eni točki dobili gubice. Zdaj imam verjetno kak skin smoothing efekt na teti kameri, ker je že ful dolgo nisem uporabljala, mislim, da je vklopljeno. Ampak tudi jaz imam tako gubico, o tem malo kasneje. Zakaj nas je toliko strah biti to, kar smo? Zakaj nas je strah sprejeti, kak zgledamo, pač do your best, baby, pač tako faco, ki imaš, naredi z njo kar lahko, pač da bo naravno lepa, da se sprejmeš, cause you are beautiful. Uporabi fucking make-up, naredi si najlepšo frizuro, kar se lahko, oblač se, ker se hočeš to, da si boš všeč, and that's it. Zakaj moramo sploh na mlade usiljevati neke kao trende, ki se itak na vsake 2 leti zamenjajo, ker kolikor lahko vidite, jaz obožujem make-up, pač jaz imam res rada make-up. Ampak se tudi tukaj trendi, ok, let's be honest, hočeš biti taka, ki si všeč. Meni so všeč 70-ta, pa 80-ta, pa te frizure, to je amazing. In meni je všeč tudi glam make-up. Ampak trenutno glam make-up ni več in. What do you mean? Jaz še vedno obožujem žive barve na učkah. Obožujem Jeffreyjeve paletke in jih res rada uporabljam. In zaradi tega, ker sem pač pred kratkim dala ful denarja za te paletke, jih bom uporabljala, ker they're beautiful. I honestly think, da izgledajo dobro in jaz jih bom nosila. Čigav problem je tukaj, da me mora vsak, ki ima 5 minut sajta na Instagramu napisati, preveč imaš make-up na faci, oh moj bog, to ni več in, you look, Noben ti ni vprašal. Jaz sem si všeč and that's all that matters. Prav tako, ker si všeč, pa te začne ful vedno bolj hejtati. Ja, valjda, pri 25 moram mečkam bolj skrbeti za kožo, kot sem pri 20, ker se staram. To pomeni, da uporabljam en serumček več, pa eno hidratantno kremico več. Ampak najbolj pomembna stvar, ki pomaga pri moji koži, jaz sem imela pri 19, sem jaz opazila tukaj načelo eno gubo. Konc sveta. Ne veste, kaj sem naredila? Začela sem vodo piti. In zdaj te gubice čudežno ni več. Zdaj tukaj ne vidite, ker je skin smoothing, ampak vseeno te gubice ni več. Čudežno je zginila. In zdaj sem 6 let starejša od takrat. Zdaj, zaradi tega, ker vem, da danes še niste nič vode spili, prosim, vzemite en kozarc vode in ga spite. Ni zakaj, pravim, pijem dosti vode in jaz se takoj boljš počutim. In sem bolj zdrava in bolj vitalna in boljš zgledam. Ampak honestly, gubice enkrat pač bojo. Tudi jaz, kadar se smejim, imam tukaj gubice, sploh imam puder gor, ker se bolj pač grejo gubice. Pa okrog oči, pa tukaj zgori sem imela gubico. Ampak je pač dokaz, da se veliko smejim. It's just, it happens. To so vse dokazi, da živim. In pa prije TikTok reče, da se je treba naučiti, da ne premikaš face, oziroma ne premikaš mišic na faci. Kaj, a pol prije fant domov ti reče, da si lepa, ali pa te nekaj pohvali in pa si ti tak, prosim, nasmej se. Pa ne vem, nekdo ti pove en vic pač od frendov in ti si kaj? Staranje je formalno. Sam pazite, kdo je vaš idol. That's important. Pazite, da vaši idoli niso Kardashianke, oziroma pa naj bojo vaši idoli. Sam pač malo bodite selektivni glede tega, kaj prenesete v svoje življenje, pa razni modeli, ne vem kaj vse, zaradi tega, ker pač nič od tega ni toliko zdravo, honestly. Jaz vam zdaj povedala 5 žensk, ki so za mene idoli, kar se tiče lepote, ker pač jaz sem dosti sprijaznjena s tem dejstvom, da se bom jaz tudi enkrat postarala. Predvsem zaradi tega, ker so ženske, ki jih jaz obožujem. Prva je Meryl Streep. Na nek naraven način se stara, zgleda naravna in zgleda čudovita, quite honestly. Ja, je pač starejša gospa in I love her. In potem imamo tukaj Anjeto in Anifrid iz Abbe. Sprejele so dejstvo, da se starajo and they are gorgeous. In jaz sem imela, ko sem našla na Pop TV, sem delala intervju z Dinamitkami in jaz sem se absolutno zaljubila v Damjano Golavšek. She looked hella good. Mislim, ne vem, če bom najdla on footage z tistega mojega intervjuja, ampak mi je bila všeč. Če podobno čala imala. I just wanna be like her, honestly gorgeous. In pa imamo tukaj seveda moja mami, izgleda prečudovito in jaz sem pač sprijaznjena, da ne izgleda stara 15, ampak izgleda čudovita. In tukaj najdete neke svoje idole, ne gledati Kim Kardashian, ki je z vsemi svoji filerji, pa z operacijami, pa ne vem kaj vse, pri 40 izgleda stara 20. Ja, v redu, izgleda mlada. To je toksično za mlade, ki ne bojo taki ostali. In pač forsiranje vseh teh trendov, da se vsako leto nekaj spreminja, pač vso ono hujšanje za obleko Marilyn Monroe mi je bilo disgusting. Sploh ne omenjam celotne zgodovine te obleke, koliko pomembna je in koliko narobe je, da so ji dejansko dali, ker take obleke ne moreš še enkrat narediti. Nosila jo je Marilyn. Marilyn ni več, Marilyn je bila an icon in dobesedno razvila je eating disorder, zaradi tega, da se je spravila v obleko. What? Ja, moje priznanje je, da jaz dejansko
dejansko ne spremljam trendov in ne spremljam influencerjev, zaradi tega, ker tudi v Sloveniji se mi zdi, da je vedno bolj to. Zdaj pa grem na ta poseg, zato da ne bom imela celulita in pol grem na poseg, zato da bom imela meni povešene joške in pol grem še na baby botox pri 22. A to so kao influencerji. Štega ne hočeš izgledati, da si dober za svojo fotko. S tem nekako tudi zelo slabo vplivaš na svoje sledilce. S tem, da je botox rado toliko odprta stvar, ne vem, da se lahko to pogovarjaš z vsemi, ki so imeli botox in so ja, pač sem si naredil botox, nič takega, če ti. What? Saj na Instagramu skrivite te stvari, pač nočem, da vplivate na moje 13-letne sledilce, ki se bojo pol sekirali celo življenje, zaradi tega, ker imajo eno gubico, pijte vodo. Nočem, da se mladi sekirajo, da nimajo toliko popolnega lajfa, kot jaz. Zaradi tega, ker itak na internetu moramo vsi kazati popolno življenje in ne vem kaj vse, čeprav življenje definitivno ni. Ampak na internetu je lahko izpasti, kot da imaš fajn življenje. Jaz sem celo 2021 še vedno delala na Instagramu in na YouTubeu in verjetno noben ni vedel, da sem vsak večer zaspala v solzah. A pa tudi, ne vem, mogoče se je videlo. Enostavno je res gledati lep. Pač imaš filtre in pol si itak čisto zblojen glede tega, kako izgledaš in pol se sekiraš, da uživo ne izgledaš tako, ker holy damn! Kolikrat se je zgodilo, da imaš kakega influencerja, ki na Instagramu zgleda, pa ga vidiš v živo in imate 3 tone pudra gor, so puder podari gubice, okej, pač, let's be honest, še hujš zgleda, sploh če imaš suho kožo, naučite se skrbeti za svojo kožo, pol pa nosite puder. In pol, ne vem, vidi se, da imajo filerje, vidi se, da imajo povečane ustance, vse, nočem hejtati na slovenske ženske, ampak čisto vse, ki pridejo kamorkoli in pol imajo na koncu pač ponudbe za sodelovanja z ne vem kakimi estetišeni, imajo pol takoj fake ustance in god, koliko se to zlatala vidi, da niso tvoje ustance. Prej si imela čist lušne ustance, zdaj pa zgledaš kot vsaka druga. Zakaj ne moreš zgledati unikatno? Valjda se jaz pritužujem, ker mi čisto vsak reče, da misli, da imam filerje v ustnice. Nimam nobenih filerjev. This is my face, this is what I look like. Edino pač fake trepalnic imam pa lasuljo. Aj tukaj boljš, I don't know. Če se obremenjujete s temi ljudmi, ki pač na Instagramu in zgledajo totalno nerealno, dajte sebi narediti uslugo, pa nehajte to spremljati, zaradi tega, ker bo sam slabo vplivalo na vas. In pogledajte se v špegel, se res pogledajte v špegel in spoznajte, da ste res lepi. Pa prvo poskrbite, da boste na noter lepi. Začnite delati na sebi kot na osebnosti. Ker to, da ti delaš na osebnosti, trust me, je veliko teže, kot pa da hodiš vsak dan v fitness. Veliko boljši rezultati bojo, ker pa mogoče sploh ne boš rabo fitness hoditi, ker boš spoznal, da si čisto v redu. Če imaš kakšnekoli frende okrog sebe, ki ti pol čestitajo, če dobiš sporočilo za sodelovanje od filerjev, whatever. Yes, queen! Oh my god, go for it! Cancel it. Who the fuck cares? Imej okrog sebe folk, ki te supporta takega, ki si. To je to. To je vse, kar rabiš. Jaz ti sporočam, da si super. Ne glede na to, kak si na zunaj, lep si, lepa si, prečudovito izgledaš danes. Jaz te obožujem, jaz te imam najraj na svetu. Če imaš kakršenkoli problem, če glede tega mi lahko napišeš na Instagram in bomo skupaj predelali in bom ti vrnila tvoj confidence zaradi tega, ker si amazing. Vse ostalo je pa tukaj not. Upam, da vam je bil všeč en tak malo bolj ranty video. Mogoče naredim še kdaj kakega takega, definitivno imam še celo zbirko takih tem, kot recimo zakaj je toksičen TikTok, pa OnlyFans. To je to za enkrat. Dajte temu videu en like, da odspodite se naročite na naš kanal. Komentirajte, kjero temo naj naslednjič predelam in follow me na Instagramu. Valjda, kaj gre vedno. Lepo se imejte in veliko se smejte in vidimo se naslednjič. Čau!